Izjemno napeta tekma, povratna v četrtfinalu pokala z izjemnim zaključkom in uvrstitvijo v polfinale. Najprej v 92. minuti kot vrhovec in prvi debitantski gol za Aleksa Krecoja. Potem pa le nekaj trenutkov zatem, ko so Domžalčani krenili iz centra, Mešanović za 2:2. Povsem zasluženo glede na prikazano skozi celotno tekmo. V prvem polčasu veliko priložnosti ni bilo. Prva nevarna situacija za Domžalčane, ko je streljal Ibričić. Na drugi strani je ob podaji Vilerja malo zamudil Bajde. V 36. minuti pa vodstvo za domačine, podaja iz leve strani, Krecu je uspel izbiti, do žoge je prišel Adam Gnezda Čerin in Pirić je bil premagan. Še bolj napadalna igra Maribora v drugem polčasu. Serija odličnih napadalnih akcij se je začela v 56. minuti, po podaji z desne strani Bajde z glavo. Le 2 minuti kasneje ponovno v akciji Mariborčan in tokrat je Mešanović preigraval na robu kazenskega prostora, potem pa streljal direktno domačega vratarja. Le minuto zatem hiter protinapad Klinar je podal Zahoviću, ta je zaključil z golom, toda predtem označen ofsajd. Namesto izenačenja pa povišanje vodstvo za Domžale. Melnjak je preigraval po samostojnem prodoru, Ivković je podstavil nogo, Ibričić pa je zaključil za 2:0 iz 11 metrovke, čeprav Pirić se je žoge še dotaknil. Darko Milanič je reagiral s trojno menjavo, zaradi poškodbe Ivkovića v igro tudi Šuler in tako je imel Šuler priložnost po podaji vrhovca, toda z glavo streljal previsoko. V 83. minuti priložnost za Felipeja Santoša, ob strelu ga je Sikošek podrl, toda brez 11 metrovke. Minuto pred koncem v 89. minuti je Kretu podal gnečo, Tavares pa z glavo mimo. Potem pa v sodniškem podaljšku neverjetna končnica. Najprej Krecu po podaji iz kota. I running to the bench to be all team, not to enjoy this goal alone. I want to be all team coach, substitution to be there and to be together. In potem še enkrat torej Mešanović za 2:2 in za potrditev napredovanja v polfinale pokala. Izjemno veselje ob koncu tekme. Klopi smo se z Gajsijem večkrat pogovorili, se to neverjetno, da mi igramo tako dobro in smo v zaostanku 2:0, tako da upam, da pač en tak način, ko sem ga danes pokazal, ne bo zadnji. Mislim pa, da ni nič nenavadnega, če živiš to zgodbo tako intenzivno, kot jo mi živimo. Pokal sedaj do pomladi na strani, na stranskem tiru, nadaljuje se s prvenstveno tekmo, v nedeljo popoldne bomo gostovali v Celju.